Prejšnji teden so v Ljubljani na novinarski konferenci na Fakulteti za šport predstavili rezultate letošnjih meritev za športno-vzgojni karton. Po zbranih in obdelanih 3/4 slovenskih osnovnih in srednjih šol podatki o gibalnih sposobnostih slovenskih otrok niso spodbudni. Slišali smo tudi besedo sindemija, torej da gre za več epidemij hkrati. Profesor Gregor Starc, lepo pozdravljeni. Dober dan. Morda za uvod lahko pojasnite to besedo, s katero ste začeli tudi novinarsko konferenco? Ja, sindemija pomeni, je beseda, ki označuje več epidemij hkrati, ki so posledica ene, naprimer. In to je bilo tipično pri covidu, ki je zelo spremenil način življenja, vsaj za nekaj časa, in je sprožil veliko drugih negativnih efektov. Se pravi, z zaščito nečesa je povečal tveganje na drugih ravneh. Naj spomnim, s približno 60% slovenskih šol ste torej dobili podatke o športno-vzgojnem kartonu. Kakšni so? Niste zadovoljni zagotovo, ne? Nekako so pričakovani. Na to smo opozarjali že prejšnje leto, ko smo opazili, da se ti pozitivni trendi po epidemiji ustavljajo. Letos je pač bolj se pokazalo, da so se obrnili navzdol. To so sicer prvi izsledki, kjer smo gledali samo istih 116 tisoč otrok, kako so bili lani, kako so letos, in pri njih se je pač pokazalo, da je prišlo do upada, predvsem pri fantih. Pri dekletih smo pa nekje na mestu. Se pravi, prišlo je do rahlega izboljšanja, ampak skoraj nič. Meritve na slovenskih šolah se izvajajo že od leta 82-83, torej merite višino, težo in kožno gubo, pa potem 8 gibalnih merskih testov. Kje so trenutno slovenski otroci v najslabšem položaju? Ja, zanimivo je, da so se letos pokazali največji minusi pri gibljivosti, pri eksplozivni moči in pri hitrosti izmeničnih gibov. Ponavadi se to ni kazalo v teh sposobnostih, letos pa, in je to še precej bolj nenavadno, ker je upadla moč, hkrati pa je upadla tudi gibljivost. Ponavadi vidimo, da če moč upade, potem smo malo bolj mlahavi, imamo nižji mišični tonus, gibljivost poveča. Tokrat pa ne, kar kaže, da so tukaj še drugi dejavniki, ki vplivajo na gibljivost, in eden izmed zelo pomembnih dejavnikov je stres. Vedno, kadar izvajamo meritve potem, ko smo v stresu, tudi pri otrocih vidimo, po testih ali pa kaj podobnega, so bolj zakrčeni, in je gibljivost slabša. Tako da bi lahko rekli, da zdaj smo opazili na populacijski ravni neko stisko otrok, tudi z tega vidika verjetno. In je potrebno poiskati vzroke, za katere si lahko predstavljamo približno, kaj so in kje so. O statistike govorite skozi celotno obdobje osnovne in srednje šole. Kateri pa so recimo tisti otroci, ki so najbolj v tem trenutku ogroženi? Starostna skupina? Ja, vse starostne skupine, ki jih je prizadela korona. Se pravi, vsi tisti otroci, ki so v času korone že bili v šoli, ki so že bili vključeni v športni trening in tako naprej. Se pravi, korona in ukrepi, ki jih je takrat vlada sprejemala, so zelo spremenili njihov način življenja. Ostali so doma za par mesecev, zaprli so možnost treningov v klubih, in to je na tisoče otrok zelo prizadelo. Tako da lahko danes rečemo, da nekje 30% otrok ima še vedno zelo, zelo hude težave in se bodo te težave vlekle tudi v njihovo odraslost. Se da to recimo s kakšnim ukrepom rešiti, ali je ta generacija v narekovajih izgubljena? Ta stvar bi bila rešljiva, če bi se jo pravočasno lotili. Če bi tako hitro ukrepali pri popravljanju teh stvari, kot smo pri upeljavi vseh protikoronskih ukrepov, potem bi se takrat to dalo rešiti. Zdaj pa se mi zdi, da smo že neki generaciji zamudili, da so že 4 generacije srednješolcev, ki so bile prizadete, šli iz sistema, tako da njih ne moreš več ujeti v noben sistem, v katerem bi lahko to popravljal. In tudi za ostale smo šele v letošnjem letu pravzaprav začeli delati kaj več. Naprimer, da smo v srednje šole upeljali program Zmigaj, pa da se je povečalo financiranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovni šoli. Je pa vse skupaj prepočasi. Ti odzivi bi mogli biti pri takih stvareh precej hitri, ker otroci, njihov razvoj ne stoji, ne čaka. Ne moramo reči, da to bomo naredili na zalogo ali pa to bomo že nadoknadili nekoč. Oni imajo okna, priložnosti, v kateri se določene stvari lahko razvijajo, in ko se to okno zapre,
je možnost bistveno manjša. Ste lahko konkretni, recimo, katere ukrepe ste predlagali, pa niso bili sprejeti, ali pa kaj bi bilo za otroke slovenske, ne samo slovenske, seveda, najbolj pomembno? Najbolj pomembno in glavni ukrep, ki smo ga izpostavljali ves čas, je bil ta, da potrebujemo uro športa na dan. Takrat je bila potreba in priložnost, da bi to naredili. Ampak seveda za to rabiš tudi politično voljo in ne samo iskanje izgovorov, zakaj ne. Dejansko mi vemo, da ne moremo več otrok in njihove telesne dejavnosti prepustiti samo domu, ker so razlike v Sloveniji med starši, med družinami, med njihovimi možnostmi tako velike, da se to seveda odraža tudi na razvoju otrok. In nekako bi lahko rekli, tudi če so starši revni, otroci ne bi smeli biti z vidika njihovih priložnosti razvoja. In tukaj bi morala država, lokalne skupnosti, vsi mi skupaj pač stopiti na to pot 5 ur športa na teden, plus tega, da bi v prvem triletju prišli do standarda skupnega poučevanja športnih pedagogov in razrednih učiteljev, ker vidimo, da se v tem obdobju dogaja razvojni manko, ker je kakovost pouka prenizka. Pa je, ki je to v svetu ali pa blizu nas že sprejeto? Ker mimogrede predsednik vlade dr. Robert Golob je bil prejšnji teden v Lozani na zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja, kjer je na posebno povabilo predsednika Thomasa Bacha Slovenijo predstavil kot državo z velikim športnim srcem, v kateri je šport nacionalna vrednota. Šport pri nas je nacionalna vrednota. Mi imamo zelo malo drugih stvari, ki bi poenotile ljudi. Mi nimamo mitoloških kraljev, junakov, bojevnikov in tako naprej, ker smo pač vso zgodovino bili podložniki nekoga, pravzaprav. Imamo pa športnike. In športniki se lahko identificirajo vsi, odrasli, otroci, tako da z tega vidika lahko damo premijeju prav. Imamo pa seveda iste težave, kot jih imajo vsi drugje po svetu in se jih še nismo prav lotili. Zdaj, edini, ki so uvedli 5 ur športa na teden, so Madžari. Na tej poti so tudi dosti trdno Danci. Medtem ko vsi ostali ministri, ki so to obljubili že pred leti, še niso teh obljub izpolnili. Tako da ostale države pa še čakajo. Se dogajajo premiki, tudi v sosednji Italiji, naprimer, so zelo, zelo veseli, ko so končno dobili športno vzgojo kot obvezen predmet na nižjo stopnjo, ker prej predmeta sploh ni bilo. Pri njih je že to velik korak. Pri nas pa seveda ne moramo biti zadovoljni s tem, kar imamo, ker vemo, da so potrebe večje. Dejansko vse znanje vseh ostalih predmetov je danes bistveno bolj dosegljivo kot kadarkoli v zgodovini. Informacije so danes dostopne bistveno bolj kot kadarkoli. Gibanje na drugi strani pa nikoli ni bilo tako zapostavljeno ali pa ogroženo. Vedno iščemo nadomestke gibanja. Otroku namesto, da mu kupili kolo, mu kupimo električni skiro, da mu ni treba hoditi pa se voziti s kolesom, naprimer. Ves čas iščemo nekaj, kar je bolj komod. In ta cona udobja je seveda zelo mamljiva in jo je zelo težko preseči. Vemo pa, da danes gibanje krvavo potrebujemo in odrasli, otroci pa sploh za svoj razvoj, ker brez gibanja se določene njihove sposobnosti ne bodo razvile in bodo kot odrasli imeli veliko več težav. Če sam povemo, naprimer, primerjavo odraslega moškega, če bi hotel porabiti toliko energije, kot bi jo moral biološko, da bi bil zdrav, bi moral vsak odrasel moški povprečen prehoditi na dan še 18 kilometrov, kar je precej nerealno in tukaj se vidi, kakšen velik manko si delamo vsak dan. Kaja De Reani, v prejšnjem tednu tudi gostja Odmevov, tako kot vi, je dejala, da otroci v bistvu niso več sposobni ali pa ne želijo iti preko svoje cone udobja in to se pozna recimo tudi pri vzdržljivostnem testu. 600 metrov merite, kot smo že dejali, več kot 40 let in da so tudi tukaj vidi, da otroci v bistvu niso pripravljeni narediti enega koraka več oziroma teči malo hitreje. Ja, otroci seveda se izogibajo stvarem, pri katerih se ne počutijo dobro. Ko malo zaboli, nehaš. In to je tisto, kar ti šport da. V športu moraš pogosto iti čez bolečino. Ko ti napneš svoje sile do konca, takrat nisi sproščen, takrat ni to občutek nekega ugodja, ampak je občutek napetosti, tudi trpljenja včasih. Ampak
Kar se zgodi takoj potem, je pa čisto ugodje. Se pravi, počutje se izboljša, občutki se izboljšajo, tudi ko se potem telo sprosti od tega in si kar naenkrat poln pozitivnih hormonov pravzaprav. Glede same vzdržljivosti, jaz nisem tako pesimističen, ker mi spremljamo vzdržljivost otrok in vidimo, da vzdržljivost v resnici ne pada tako kot kakšne ostale stvari. Mene najbolj skrbi dejansko mišična moč. Mene skrbi skok dolino z mesta, naprimer eksplozivna moč nog, ki upada že zadnjih 20 let, pa tega ne znamo ustaviti. Zaradi tega, ker se otroci in učitelji in trenerji vsi skupaj vse bolj izogibajo eksplozivnim gibom, ker mislijo, da bodo otroci poškodovani in delamo v bistvu škodo, ker ti rabiš mišično funkcijo. To vemo, da je varovalo zdravje. Tudi vidimo, kaj se je dogajalo med korono, da so ljudje, ki so imeli večjo mišično maso, pa mišično funkcijo, so imeli večje možnosti preživetja, kot pa tisti, ki so bili zelo vzdržljivi. Vse je treba razvijati. Mi smo se pa zelo močno sfokusirali v zadnjih desetletjih na aerobno vzdržljivost, zato ker to vsi poudarjajo. In javno zdravstvo vedno govori o aerobni, srčno-žilni in tako naprej. Pozabljajo pa na mišično funkcijo in na živčno mišično funkcijo, ki je pa tudi pomembna in ima izjemne učinke tudi na ostale vidike razvoja otroka, kognitivne in tako naprej. Sam razvoj centralnega živčnega sistema, povezav možganskih centrov in koordinirano delovanje, vse to je povezano z temi ostalimi gibanji, ki niso vzdržljivostne narave. Ker če gledamo vzdržljivost, to je, najbolj jo izražamo naprimer takrat, kadar tečemo ali pa hodimo in zelo dolgo. Ampak to je zelo monotono gibanje. Tukaj ni nekega zelo velikega gibalnega bogatstva. Rabijo pa otroci seveda tudi tisto drug del. In ker ga ne dobijo, se nekako verjetno ustvari nek začaran krog in potem dejansko pride do poškodb, prej kot če bi bilo neko varovalo narejeno. Govorimo o ogrodju telesnem. Seveda. Mislim, v življenju se vsak dan srečujemo s vsakodnevnimi tveganji. Lahko ti spodrsne na stopnici, lahko pade s kolesom, lahko te kdo spotakne. Karkoli se lahko zgodi. In če nimaš razvitih ostalih gibalnih sposobnosti, da hitro reagiraš, da koordinirano nekaj narediš, da znaš amortizirati to gibanje, pa da imaš tako dobro razvito ravnotežje, da sploh ne padeš, ampak se še prej ujameš, potem pride do padcev. In ko pride do padcev, potem pride do poškodb. In ko pride do poškodb, seveda pomeni to tudi za nadaljevanje en manko, ker otrok takrat, ko je poškodovan, se pač še manj giba. In se ta dolg, ta deficit samo še povečuje. Na novinarski konferenci prejšnji torek je sodeloval tudi Luka Vuković, profesor športne vzgoje, ki je dolgo časa delal tudi v zavodu Planina, je pa tudi državni prvak v judu. Tudi on ima v bistvu podoben nasvet kot vi, se pravi šport, zato da ne pride do nekega nasilja v šolstvu. Prisluhnimo. Moja izkušnja je taka, da je šport neka taka dinamična vsebina, kjer pride na površje neke stvari, ki jih mogoče skrivamo ali pa se izražajo. Ampak v igri prihajajo na dan in zdaj, če je to neka agresija, če je to neka jeza, če je neka radost, če je neko veselje, vse te stvari pridejo ven. In zdaj, kadar se pojavljajo te mogoče nezaželjene zadeve, je tukaj športni pedagog, ki lahko to takoj začne s tem nekaj delati. In dostikrat se zgodi, da potem, kadar preraste že na neko oseben nivo ali pa na nekaj, kar ni zaželjeno v neki skupini, se to prekine in potem s temi stvarmi delamo in tako v bistvu začnemo, bom rekel, zdraviti neko zadevo oziroma pomagati mladostniku, ker je to pač čisto disfunkcionalno vedenje in zapira neke poti, oža se krog nekih ljudi, prijateljstev in tako naprej. Tako da z tega vidika jaz gledam šport. Šport kot nek ventil torej? Ja, prav gotovo. Šport je mimikrija družbe, ampak s to razliko, da so tukaj zelo jasna pravila in da so sankcije takojšnje in da če se ne držiš teh pravil, športa več ni. In to so vsi udeleženci, ki se spravijo igrati katerikoli šport, tega se zavedajo. Tudi moja izkušnja še iz študentskih let je zelo podobna, kot smo zdaj slišali. Jaz sem delal z odvisniki v društvu Projekt Človek, ki je po mojem še vedno eden najboljših programov zdravljenja odvisnosti in resocializacije v Evropi. In tukaj so bile športne vsebine izjemno pomembne in so bile terapevtske in so tudi ostali strokovnjaki, psihologi, psihiatri, so vedno tudi gledali, naprimer, dnevnike, ki smo jih mi, ki smo imeli vadbe, pisali, ker smo pisali so dinamiko, smo opisali, kaj se je dogajalo, kako in kdaj, in smo marsikdaj razkrili vedenja, ki jih drugače
ni bilo mogoče opaziti, in potem tudi lahko vplivali na ta vedenja in jih popravljali. Tako da je tukaj res izjemna velika možnost vzgajanja prek vseh teh vsebin. V zadnjem obdobju pa smo tudi slišali recimo ravnatelja osnovne šole Kašelj, doktorja Jerneja Šoštarja, da je nasilja v šolstvu manj. Je to morda samo lokalni občutek? Ja, jaz mislim, da na splošno gledano, če bi pogledali število prijav in dogodkov, se to nasilje ni zmanjšalo, Če govorimo o fizičnem nasilju, če govorimo o psihičnem nasilju, je to šlo v nebo. Se pravi, težko bi zdaj rekel, da je dobro ločevati eno in drugo. Oboje nasilje in oboje je lahko hudo. Včasih se mi zdi, da je fizično nasilje otroci celo lažje premagajo kot pa psihološko trpinčenje vrstnikov. Na določenih šolah, na primer, kjer tudi zelo načrtno in smiselno delajo na vzgoju otrok, je tega prav gotovo manj. Ampak potencial za nasilje je pa čedalje večji. Se pravi, otroci so čedalje bolj odtujeni, čedalje manj socializirani, čedalje manj empatični do drugih, zato ker so osamljeni. Če živiš v virtualnem svetu, si sam. Ne glede na to, da imaš na drugi liniji še ne vem koliko prijateljev v narekovajih, ki so ti pripravljeni na spletu tudi reči prav vse, kar jim pade na pamet, in ti dati izziv, kakršenkoli jim pade na pamet. In vidimo, da otroci danes počenjajo tudi veliko neumnosti zaradi tega. Tako da bi si želel, da bi bilo nasilja res manj, ampak kot je ravnatelj povedal, da pri njih ga ni, ampak bi moral tudi povedati, da delajo na tem, da ga ni. In tukaj je bistvena razlika med 1., 2., 3. in 4. šolo. Tako da, če bi vprašali policijo, bi verjetno dobili drugačen odgovor. Športne zvezde so v Sloveniji magnet tudi za društva, nekatera se prav otepajo septembra, že avgusta zapolnijo vse svoje urnike, govorim recimo o zlatih Jani Garnbret, torej o plezanju, pa potem kolesarstvo, Tadej Pogačar, Luka Dončić, tudi judo. Zanimanje vseeno je, ne? Seveda, otroci se zanimajo za to, starši se zanimajo za to. Mi vemo, da je delež otrok, ki se ukvarja z organizirano športno vadbo, se je povečal po koroni. Mi imamo danes približno 70% otrok, ki se ukvarjajo, hodijo vsaj na krožke v šoli, če ne drugače. Vemo, da je ta delež otrok, ki se usmerjajo v tekmovalni šport, približno enak, skoraj ves čas, razen med korono je padel, pa takoj po njej. Narasto je pa delež otrok, ki hodijo na vadbe, pa nočejo tekmovati. In to nas zelo veseli, da so se tudi ti otroci zdaj pojavili. In upamo, da se bodo društva in klubi začeli prilagajati tudi temu, da vse pa le ni dosežek, vse pa le ni zmaga, in da je tudi uživanje, druženje in tako naprej lahko del društvenega življenja. Prisluhnimo sedaj še, kaj o gibanju svojih otrok menijo starši in kako pomembno se jim zdi za njihov zdrav razvoj. Ja, gibanje je itak vse, isto kot zrak ali pa voda. Kaj je imela več prostega časa, več, zdaj pa manj, zaradi šolskih obveznosti. Na dan, ne vem, vsaj 1 uro recimo. Niti neki prav ga ne bremzamo, ne bi rekel. Tako da trenutno se mi zdi, da gre zelo rad na igrišče, ga vzpodbujamo seveda, pa igra se s prijatelji, tako da mu ustreza. Ni pa zdaj, pretiravamo pa ne še. Tudi jaz, kakor moj mož, sem odraščala bolj na podeželju in mi smo res bili non-stop zunaj. Tle je pa v mestnem okolju pa to verjetno malo bolj zahtevno, ker bo treba pač malo popaziti vse in še bolj na njega, kakor mi, ko smo se kar odzunaj na ulici igrali. In jih je treba bolj spodbujati tudi k raznolikim aktivnostim, ker pač park in igrala so zdaj v redu, ampak kasneje pa je pač to gibanje treba razviti, in ga je treba res usmeriti v različne športe. Zato mi tudi zdaj že spodbujamo recimo kolesarjenje, hojo v hrib malo, tako. Pač brez gibanja ne moreš zares dobro funkcionirati in dejansko gibanje rabiš zato, da se lahko tudi bolj fokusno ali pa, kako bi rekla, učiš, da si dejansko bolj zbran. Če primerjam se, pri nas je bilo ful več gibanja, ful. Ko gledam tudi današnje otroke,
manj je otrok vzun za videti, pa v naših cajtih je bilo ful več otrok vzun, po igrišča so bila polna, zdaj le, ko gledaš, mi ta stari, ki še hočemo se kaj gibati, se gibamo, teh ta mladih pa nikjer. Ne vem, po mojem je treba tako, tudi sam moraš malo narediti kaj za otroke, da v to usmerjaš, ne. Mislim, to je bistvo. Zelo pomembno, zato ker so zdaj vsi otroci ful premalo zunaj in se premalo gibajo, se predebeli, tako otrok bi mogel biti vsak dan najmanj 6 ur zunaj. Ja, v našem primeru ne, ker imamo pač prvo šolko in je bilo tudi, ni hodilo v vrtec, je bila doma, tako da smo bili aktivni tudi med covidom. 6 ur zunaj kot nekoč, ne? Odlično, podpišem ta recept. Ampak dejansko je to povsem drugače. Otroci so na varnem v svojih sobah, ne? Zelo pogosto, nažalost, je to realnost, ne? In ti otroci lahko ostajajo v svojih sobah tudi v odraslo dobo, tako da danes ima veliko staršev 20 in več letnike, ki ne gredo iz svojih sob, ne? In to je resna stiska družin zaradi tega, ker so izgubili ta svoj socialni del življenja, ki bi ga lahko tudi prek telesne dejavnosti, druženja s prijatelji zadržali, ne? Bi pomagale morda bolj odločne smernice ministrstva, nekaj časa je telefon pripomoček, nekaj časa ni dovoljen, ravnatelji se odločajo po svoje, recimo, če bi saj v dopoldanskem času telefone puščali doma? Dejansko bi bilo to zelo koristno, ker tudi če gremo gledati raziskave vpliva telefonov ali pa možnost uporabe telefonov za učni proces, je njihov učinek zanemarljiv oziroma pogosteje negativen kot pa pozitiven, ne. In vidimo, da tiste države, ki so bile zelo v narekovajih napredne pred 10-12 leti in so vpeljevale na veliko digitalizacijo šolstva, uporabo telefonov, elektronskih učbenikov in tako naprej, so danes vse šle nazaj na papirnate učbenike, na učitelje brez elektronskih pripomočkov in tako naprej. Zato, ker so videli, da dejansko so vse te naprave bile večji distraktor, večji motilec vsega skupaj kot pa pripomoček. Enostavno v šoli bi bilo smiselno enostavno prepovedati rabo telefonov, ker še nihče, vsaj meni do zdaj ni pokazal nobenih takih dobrih argumentov dokazanih, da bi to lahko pripomoglo k čemurkoli. Mi smo pač navajeni otroku danes dati telefon, zato ker se potem mi počutimo bolj varne odrasli, a ne? Ker vemo, otrok je tam, lahko ga imamo skozi pod kontrolo, v vsakem trenutku ga lahko vprašamo, kje je, ampak to je za otroke izjemno slabo. Otroci so izgubili še tisti majhen košček samostojnosti, ki so je nekoč imeli, da se lahko umaknil, da se lahko skril, da se lahko bil sam svoj, a ne? Zdaj nisi več. Nekateri so pa pač prevzeli še drug mehanizem, a ne, da vejo, da se lahko vedno zanašajo na koga drugega. In to pomeni, da smo dejansko naredili zelo nesamostojne ljudi, ki za vsako stvar iščejo pomoč ali pa vedo, karkoli bom naredil, je nekje zadaj backup. Se pravi, moja osebna odgovornost je zminimalizirana, a ne? In tukaj je resna težava, ne? Da pa ne govorim o tem, da dojemanje digitalnih vsebin v primerjavi z analognimi vsebinami je zelo drugačno pri otrocih. Njihovi možgani niso narejeni za to, a ne? In tudi, če jih greš učiti na en ali pa na drug način, boš videl zelo veliko razliko. Kako kakovostno je, če se uči na klasičen način, če učitelji dobro razložijo, pokažejo, ne pa da otroci gledajo ali pa poslušajo posnetke. Prihaja obdobje v letu, ki se ga tudi vi kot strokovnjak zelo bojite. Večkrat ste že jeseni izmerili podobne teste oziroma enake teste kot zdaj spomladi in rezultati so jeseni še precej slabši. Ja, to je, včasih so ljudje presenečeni, ko jim povemo ta podatek, ampak dejansko je tako, da je poletni čas počitnic za veliko število otrok, čas lenarjenja. Ne? In takrat padejo iz tistih svojih ustaljenih tirnic, tudi treningov mogoče ni, ne? V šolo ne hodijo, se pravi, že 2 ali pa 3 ure športne vzgoje na teden zdaj umanjka. In iz počitnic majhen delež otrok pride bolj fit kot pa prej. Večinoma jih pride na nižji ravni telesne zmogljivosti. In tukaj bi se res želel, da mogoče med počitnicami ne da se samo odklopijo od šole, ampak da se odklopijo predvsem od zaslonov. To bi bile idealne počitnice za otroke. Kako naj starši torej sedaj načrtujejo vse skupaj? Junije še je čas?
Ja, seveda je še čas. Mislim, odločitev je lahko hitra, zelo rigorozna. Ne? Seveda potem bodo slišali od otrok marsikaj. Slišali bodo, da so teroristi, da so zlobni, da jim ne pustijo delati stvari, ki jih lahko vsi ostali delajo, da so zaostali, da so neandertalci, da niso v koraku s časom. Ne? Ampak če zna starš te stvari razumeti, bo vztrajal pri svojem in bo rekel, lejte, fantje, punce, dajmo narediti eno pauzo, tudi jaz ne bom imel telefonov, tudi jaz ne bom imel računalnika. In bodo starši sami zelo hitro ugotovili, da po enem dnevu dolgočasenja, ki je zelo koristno, dolg čas je izjemno dobra stvar za razvoj neke samoiniciativnosti in iznajdljivosti, po enem dnevu bodo otroci že začeli iskati načine, kako zadovoljiti svoje potrebe potem, da bi bili srečni in bodo začeli verjetno to iskati tudi v gibanju in družini z ostalimi otroki, kar je še posebej pomembno. Tako da lahko spodbudim starše, dajte jim vzeti telefone, pa jim dajte prijatelje čez počitnice in boste naredili največ. Profesor Gregor Starc, hvala za vaš čas. Hvala tudi vam.